Hiša, ki jo danes odpiramo, je namenjena osebam s posebnimi potrebami, odraslim. Zgrajena je po najnovejših tehničnih normativih in mislim, da je urejena tako, da bodo lahko v njej živeli tudi tisti z težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju in tudi tisti, ki so imobilni in uporabljajo za gibanje invalidske vozičke. Ja, gospodna jedilnica, ta je največja povezana. Hiša ima eno in dvoposteljne sobe, prilagojene kuhinje za uporabo oseb, ki potrebuje invalidski voziček. Sicer pa mislim, da bo to dom za 18 odraslih. Ker v njej živijo osebe tudi za težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, bo delo organizirano tako, da bodo imeli 24 ur vedno pomoč, vedno nadzor. Kljub temu pa bodo del časa vključeni v varstveno delovni center. Mi imamo naše delavnice na Poljanski cesti v Ljubljani in vsako jutro bodo tja odhajali na delo. V popoldanskem času se bodo tukaj organizirale različne aktivnosti in skupaj bodo preživeli tudi vikende. Verjetno pa bodo glede na to, da so sedaj v bližini svojih domov, lahko tudi pogosto obiskovali svoje družine. So pa zahteve stroke. Ja, to so specialne. Največ je prispeval javni stanovanjski sklad, ker je le gradnja hiše in parcela je velika vrednost v Ljubljani. Ministrstvo za delo opremo, potem, kar nam je pa še manjka, so nam pa primaknili drugi za zbiranje na različne načine. Žal ta hiša že pri nas ne reši vsega, zaradi tega, ker imamo že mi mladostnike, ki bodo vsak čas tudi potrebovali drugo obliko bivanja. Je pa prvi korak, ki je pokazalo predvsem to, kakšna bi naj ta hiša bila in v kateri smeri bi naj šel nadaljnji razvoj. Zdi se mi, da Ljubljana ima seveda veliko prebivalcev, po nekem ključu ima potem tudi velik procent oseb z motnjo. In veliko njih je bilo sedaj doma vključenih v svoje družine. Ker se tudi njim podaljšuje življenjska doba, bo verjetno v zelo kratkem času prišel na dan velik problem, da bo potrebno zanje iskati ustrezne oblike bivanja. To so ti, ki so trenutno vključeni v delavnice, v varstveno delovne centre, pa živijo še doma. Vendar se čedalje pogosteje oglašajo pri nas, ker starši te skrbi ne zmorejo več. Ja, za predstavitev smo se odločili preko zgodbe Šeherezada, ki ima neko tudi posebno sporočilo. Sami smo želeli predstaviti sposobnosti naših stanovalcev, naših otrok in mladostnikov. V vsaki sobi predstavljajo to, kar sicer tudi delajo. Ker pa je tak bazar najbolj tipičen ravno na vzhodnih deželah, v Turčiji, smo potem vključili tudi vse ostalo v tem smislu.